Oni vsi govorijo o eni stvari, ki ni bila odvedno v človeški naravi. Razgradljivost ni del kemijske sestave in učinki so deležni vse večje obravnave. Mikroplastika so delci plastičnih materialov, nahajajo pa se vse okoli nas, so precej uporabni, imajo veliko čarov, prevlada vedno slabih posledic. Glas je očem nevidna, a prav tako nevarna. Onesnaženje z njo je velik problem, ne morejo se izogniti okolja naravna, zaradi svojih lastnosti sestavni del krem. Če se malo bolj v kopalnico poglobimo, lahko nekaj šokantnega ugotovimo. Vsakeč, ko si speremo gelemida olje, spustimo mikroplastike v okolje. Prisotne so tudi v naših oblačilih, sintetična vlakna se sprošča vsako pranje, skrivajo se v različnih ličilih, onesnažijo pitno vodo, žalostno je stanje. Zvedati se moramo stvari okoli nas, da nas ne prehiti čas, takim škodom vpliva ne pustimo in glasno skupaj govorimo. Mikroplastika so majhni delci, ampak velik problem. In če nič na temu ne naredimo, lahko pade sistem. Mikroplastika so majhni delci, ampak velik problem. Zato je še tako bolj pomembno ozaveščanje o tem. Če navade zamenjamo, bomo bili bolje. Vsak pri sebi naj gleda svoj plastični odtis, tako bomo lahko vsi dobre volje, tako lahko tudi ti svet spremeniš. Plastične vrečke, ki enkrat so uporabi, lahko brez problema spremenimo. Za bombažne, ki ne bi bile v pozabi in tudi trendom sledimo. Škodljive higienske izdelke raje ne uporabljaj, naravne in koristne večkrat pozdravljaj. Oblačila in sintetike zamenjaj, nositi majice bombažne in organske začenje, piči manj vode iz plastične embalaže, pi iz pipe, bo tudi za tvoje zdrave laže. Za prevoz porabi avtobus, kolo in vlak. Škodljivo je, če z avto pelje človek se vsak. Embalažo porabi veliko, kakor se da, se vsaka plastenka dolgoživljenjsko dobo ima. Ko spremenimo stvari na bolje, smo vsi hitro dobre volje. Mikroplastika so majhni delci, ampak velik problem. Če nič na temu ne naredimo, lahko pade sistem. Mikroplastika so majhni delci, ampak velik problem. Zato je še tako bolj pomembno ozaveščanje o tem.